Zdaj pomahi v šipa, stari. Stari, muški si ga pedal, muški si ga pedal. Dobro jutro, danes se treba dobro obleči. A veš, ne zgodi se doskrat, da te nekdo povabi voziti tako ekstremno zver. No, tokrat se je to zgodilo, jaz pa Saša smo na portugalskem Ski&Sea. Najbrž poznaš uvozniki za Can-Am, pa še marsikaj hitrega na skalah, pesku, vodi, snegu, pa tako naprej. V glavnem, čist preveč besed za eno hotelsko sobo. Pa saj preden se odpeljamo, ti lahko pokažem, s čim se bomo vozili, tlele ima enega skritga. Tole je Can-Am Maverick XR. Gre za novo generacijo Mavericka, ampak če malo poznaš to sceno, vidiš, da je prejšnji precej podoben. A ti veš, kaj ta zver zmore? 240 konjev za švoh tono mase. A lahko samo za sekundo utihnem, pa se ti malo nagledaš, da boš videl, s čem bomo imeli danes opravka. Je z nami tudi Narabec, ki ga imel že priložnost peljati, pa je rekel, stari, kapelaš Mavericka je to tako, kot da bi vozil Lamborghinija po off-roadu. Gre za totalen ekstrem na 4 kolesih, najbolj takole na prvi uč, mislim, poleg celotne prezence, izstopa tale aluminijast visoki členk, ki skrbi za to, da se masa boljše razporedi, da je obremenitev tistih ključnih komponent podvozja pa školjke same manjša. Pa daj preden gremo, vidiš, kletka, kokpit, gre seveda za dvoseda, ki je mimogrede med sebi podobnimi najbolj zmogljiv, drugače pa diagonalo mestnika 10,25 palca, ampak tudi približno ni pomemben, ko mi čakam, da se usedem za volan, da stisnem gas, drugače pa 240 konjev v tej zveri. Danes bo nor dan. Saša se tudi že veseli prav. No shit. But basically when you stop and switch off the engine, it goes automatically. Spoznavamo stroj, navodila, kako z njim ravnati v različnih pogojih vožnje. Pa gremo pa na cesto. Ne gremo na cesto. Povsod drugod, samo na cesto ne. Ja nič, dajmo začeti počas, ne? Sorry. A ti veš, da gre volan gor, dol, not ven, kaj prav avto, stari? Kva pa to? Pa sva tu reš, tik zraven naju je zmagal na Dakarju. Ampak danes nima za burek. Nima za burek. Nek Litvancem, pa pojma nima. Stari, kakšen Litvan? Komu že ime Rokas? Rokas, neki Rokas. Zdaj pomahi v šipa, stari. Zaenkrat ne moram reči nič drugega kot to, da se imava nora dober stroj, ki ga vozba je tako vsestransko sposoben sprejeti karkoli mu terenskega vržeš. A si biti po okicah, da se smejim? Stari moj! Prej sem hotel povedati, da karkoli terenskega mu vržeš, oziroma karkoli smo mi, da mu proba postaviti na pot, vse je v bistvu vseeno. A so velike luknje, vse je vseeno. A veš zakaj? Zdaj ti bom pokazal. Poglej, v sprednjem vzmetenju sem prej že nekaj malega povedal. Poglej, tukaj je vzmet pa blažilnik, gre za Foxov izdelek. Pa mogoče ti bom še lažje pokazal zadaj. Ta prva pa ta glavna stvar, ki moraš vedeti, ne. Hoda spredi je, koliko že smo rekli, 62 cm, pa zadaj 66. Maverick R je oddaljen 43 cm. To je koliko za enega Gregorčiča pa pol. Dobro veš, da če bi bil Jure tukaj, da bi že zdavni spodi ležal. Ker ga ni, moram pa to jaz narediti, da si boš lažje predstavljal, koliko lufta je, ker to je
Stari, čez kaj smo mi zdaj vse peljali, pa kakšen feeling je. Zdaj je pelil Saša, pa je rekel, stari, vozimo se na 10%, pa zelo dober čut, zaradi praktično dirkaških komponent, česa je Maverick Air sploh sposoben. Zdaj moram pa spodi, ne? Čak ti bom tako pomagal, lej. Super, sem ne mi šamar s tem stisniti. V glavnem, Bodenfreiheit, bi rekli Nemci, tega je za 43 cm, za Gregorčiča pa pol. Ja, daj ti pokažem, kaj vidim. Saša, daj mi pomagi s telefonom, prosim. Čez celo dolžino je zadeva spodi praktično povsem ravna, zato da je Bodenfreiheit, da nobena komponenta ne gleda dole, razen seveda posamezni deli sprednjega pa zadnjega opetja. A ti demonstriram prednost tega opetja? Daj, prosim. Če so kolesa tako opeta, se pravi vsak udarc ima vpliv na telo, ne? Ja. Če so pa tako opeta, Si ga videl, zdaj veš vse. lej moj telo, lej. No, to je to. To je ta aluminijast členk, ki je tako izrazit, ki je pravzaprav tudi design feature, ki se ga ne moreš nagledati s kjerkoli si, ali v kabini ali pa od zunaj. In to je tista naloga, ki jo upravlja. Res pa zgleda totalna zver. Jaz bi se zagotovo odločil za black on black varianto. Predvsej je pa tako, to so precej drage igrače. Mislim, da tale Maverick Air, enega sem na hitro videl, ne vem, če absolutno 100% drži, ampak tam okrog 50 jurjev. To je za tiste, ki mogoče že ne vejo več, kaj bi še lahko našel, da bi lahko ta adrenalin malo sprostili. No tole, kakaj igrača, stari. Mislim, to sploh ni igrača, to je resen stroj za off-road, za hitro voziti, no pa za počas tudi prelezeš po moje lahko mrskam. Malo moramo trebuščke napolniti. Daj mi minuto pa pol, tako da si dušco prevežem, pa se lotim pa motorja. Prav. V osnovi sem že prej povedal, da gre za Rotakosov izdelek 999 kubičnih centimetrov, v resnici litrski motor z 240 konji. Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da se boš moral fejst potruditi, da boš najdel en avto na tem svetu, ki ima več konjev na liter, kot tale stroj za mojim hrbtom. Mimogrede, gre za enega od Koenigsegov, ti se pa malo potrudi, pa mi boš povedal, katera je to. Jesko, je to kakšen drug. Recimo. Drugače pa še ena stvar, ta štirtaktni Rotax je združen z dvosklopčnim menjalnikom. Te vemo, kaj počnejo, ne? Ena sklopka ima čez lihe, druga pa sode prestave. Pa motor je integrirana še turbina, ampak ne samo to, Kenem je razložil, da ima en tak razmeroma zanimiv anti-lag sistem. Turbolag je problem, to vemo vsi, ampak ti pri Mavericku prešaltaš na športni program, takrat reče, aha, ok, to se pravi, ti zdaj pričakuješ, da sem bolj odziven, ker hočeš, želiš od mene več zmogljivosti in to pomeni, da eden od 3 valjev, natančno sredinski, poskrbi za to, da ves čas malo fura še tisto vetrnico v polšku, da je turbopolnilnik pripravljen na to, da skoči takrat, ko more, da pomaga takrat, ko ti to zahtevaš. In s tem je zmanjšan turbolag, ko ti stisneš na gas, to sam leti. Mislim, to leti že v vsakem primeru s to noro, res. Dobro, ne pa da noter rekel, da vam nisem kufra pokazal. Vidiš, tukaj je ena taka odlagalna površina, vse skupaj nadgradiš, najbrž lahko še za eno mrežo, ampak to sem prepričan, v tem trenutku ne zanima nobenega. Drugače pa zdaj sva Sašo prevozila že nekaj kilometrov. Odzivnost tega stroja je res izjemna. Ampak to sam pomeni, da najni apetiti z nadaljevanjem te vožnje ne da upadajo, ko so prišla na svoj račun, ampak samo rastejo. Tako da s KNC, če pride kakšna od telih zveri, kako dobro tiste členk zgleda, če vleti kakšen takle Maverick Air v Slovenijo, se da kaj zmeni. Zdaj gruntam, če sem še kaj pozabil, se mi zdi, da so povedali tudi to, da je celotna struktura trša oziroma zvojno bolj toga za 30%, to je tretjina, to ni malo. Mislim, si predstavljam, da že prejšnji Maverick je dobro letel, vsaj kakor mi ga je Saša opisal že par let nazaj, tole pa res se zelo malo nagiba, vmes naletiš na kakšne ovire, na kakšne res velike luknje, pa si misliš, pa se bo zdaj zgodilo, ampak veš, nič. Sam teraš. Ja, pa še neki kontrol v kokpitu ti tudi še nisem razložil, ampak nič kompliciranega. Poglej. Se pravi, imamo en velik prašen zaslon, 10,25 sole, všeč mi je, da tale kos gume tukaj, da medtem ko voziš, če je treba kakšno stvar pritisniti, da roka tukaj počiva in ne zdrsne. Sicer pa en zelo preprost volan z 2 ogromnima obvolanskima ročicama za prestavljanje navzgor oziroma navzdol, ker sta seveda fiksni, se ne premikata. Tako je tudi prav, tako je v dirkalnikih, pojmo naprej. Potem imamo tukaj stikalo za zagon pogonskega sklopa, pa potem izbira voznih programov, prestavna ročica za prestaviti v rikverc oziroma drive. Ta glavne stvari sem ti povedal. Ja, vrata pa verjetno si opazil, ne, so pa samomorilske.
Zdaj pa tako. Nič nimam posnet, ker sem vozil, Saša je pa tudi užival. Besed nimam, zato ker na terenu razen ene izjeme ali pa mogoče dveh enkrat, to je bilo 2011, ko sem se pelil z dakarskim Tuaregom, primerljive izkušnje preprosto nimam. Je tak next level, taka igrača, da ne vem, kaj naj ti rečem, noro. Stari muški si ga pelil. Muški si ga pelil, lufta pa veš koliko še? Tole, kar ta avto zmore, mi da nismo, ale, tle nekje smo od tok. Od 100. Ne vem, za video. Dan pa najbolj, da zaključimo z enim hot lapom, prav, s takim ta pravim mojstrom, pa da vidimo. You are insane. Thank you.